Dobro jutro. Ja, ne bojo nas, ker se nas ne da. In smrti se ne bojimo več, ker smo neuničljivi. Lahko nam pobijajo telo, duha nam pobiti ne morejo ga ukrasti, lahko pa ga zmanipulirajo. To pa ja, to so pa dobro uspeli zmanipulirati nas ljudi v to, da smo delovali za njih. Ja, taki smo bili. Tale pesmica v ozadju pravi: mama mi je govorila, da bodo prišli takšni dnevi. In evo nas na prelomu iz zla v resnico, iz zla v zlato dobo in iz laži v resnico. Nekako ni več prostora niti časa za negativizem, ni prostora in časa za pregovarjanje, kajti čas je, da se loči, ne pa združuje, da se loči gnilo od zdravega, laž od resnice. In resnica naj se združi z resnico, laž pa je itak že združena v nek organiziran kriminal, ki ga lahko opazujemo kamorkoli se pač obrnemo. Vidimo kriminalce, kako vrani ne izkljuje oči in jagru stolček gor drži. Kaj ni to tako? Tale doktorsko-sodniška politika stavka mi je dala kar precej misliti, ko smo rekli, doktori so grdi, ne? Pa nekako probamo opravičiti, pa sej niso vsi, ne? Veš, da nekateri pa ne morejo biti vsi taki, no? Pa si mislim, evo, pa zakaj pa se ne oglasi kakšen doktor, pa bi rekel, oni tam so grdi, mi pa nismo taki. Pa ne srečamo takih, ne? Zanimivo. Veste, molk ni zlato. Molk je izkaz izdaje. Počas smo prišli do točke, kjer čedalje bolj zagovarjamo to, kaj smo, to, kaj je prav. In malenkost sem se v današnjem jutru razpištolil v kontekstu, zdaj pa dost. Zdaj pa kdor molči, nam pokaže, da na nasprotni strani stoji. Ne, pa nej, kar nej. In zdaj, če govorite resnico in ste zaradi tega osovraženi, pa se je logično, saj to so vaši sovražniki, ki vas sovražijo, zato, ker govorimo resnico. Kaj mislite, da mene pa ljubijo vsi? Klinac, klanac, sovražijo me kot satana, pa v bistvu oni so satanski, ker so izgubili ljubezen, nimajo ljubezni ne do sebe, ne do Boga. Celo do satana ne. Oni so v bistvu podvrženi sovraštvu. Oni sovražijo vse, kar je lepega, in sovražijo sami sebe, drugega, in so združeni zgolj z namenom, da nas skupno sovražijo. Bo šlo? Zdaj, mi smo rekli, dajmo z merom reševati. Ja, mer pa ljubezen, vse štima. Moramo se umiriti, da mi najdemo sporočila univerzuma in svojega višjega jaza. Torej tistega jaza, ki ves čas narekuje in je ves čas z nami in narekuje tempo prebujanja pravzaprav telesu. Ne prebuja se duša, duša je že zbujena ves čas, ne? Prebuja se ta razumski, zemeljski del, z umom prepuščamo, da sploh jaz do nas pride, ne? Odklopljeni smo bili v svetu dualnosti, naš jaz gor, mi pa tle dol. In kaj sem hotel reči? Ja, mer. In seveda jaz na momente zarobantam, ne? In vidim, kako takoj pride reakcija, joj, Matej, kaj se pa razburjaš? Dragi moji, ta sistem ni želel, da se razburjamo. Veste, jeza je naš obrambni mehanizem. Jeza nam pove, kdaj smo izdani, kdaj smo ponižani, kdaj nam je dano vedeti, da smo manj vredni, kdaj smo izdani, to sem že rekel, in kdaj smo zlorabljeni in izigrani. Vse te stvari nam pove jeza in takrat, kadar mi dobimo ta občutek manj vrednosti, mi se zarobantimo. In prav bi bilo, da se zarobantite in rečete, dosti je, pa kdo mene tle jebe? Pa dosti je tega sranja, pa kdo bo mene ponižval? Kdo bo mene izdajal? Kdo je ta? Pa sej vemo, praktično vsi, ne?
praktično vsi so tisti, ki nas tiščijo dol, da ne bi mi slučajno se povezali s tem našim višjim jazom. Ne, da se spojimo v eno, duša in telo, ker zdaj smo bili vsi separirani, ločeni od sebe in navezani na sistem, ki nas je žejne pelil čez vodo, kar nam dokazuje zdaj s temi stavkami. Mislim, tam je nora. Zdaj imajo srečanje Fides pa državni predstavniki neki, ampak Fides se zdaj pa tega srečanja pa ne bo udeležil. Najprej ne izpolnijo stavkovne zahteve. Ampak kot ljudje nismo vredni, da mi izvemo, kaj so njihove pravzaprav stavkovne zahteve. Jaz sem jih iskal, no pa na prvo žogo jih ne najdeš, znajo sem ponavljati stavkovne zahteve. Ne, ni samo denar, tudi pogoji delovanja. Jaz ne vem, doktor je doma v posli, pa dobi, ne vem, plačano, koliko je rekel, 14,1 evra neto, zato da je odspal 180 ur doma. Kakšne pogoje dela bi on še imel boljše? A zastopimo, mi moramo res zarobantati pa reči, da dosti je. Zdaj, ideja je v tem, da marsikdo se je znajdel na napačni poti. Ni problem, ni greh s poti stopiti, greh je po napačni poti hoditi in enkrat v vsakem momentu je možnost reči, da dosti je, tale pot ni prava, očitno moram zamenjati. To je tako kot Garmin, ne glede na to, kje si, ko ugotoviš, da je narobe, rečeš sprememba smeri in greš drugam in je stvar rešena. Jaz ne vem, zakaj ljudje tako močno podpirajo to gamat, kamor so zaglajzali sami, a ne? In zdaj podpirajo druge, ker so sami zaglajzali. Jaz res mnogo stvari je nerazumljivih, vsekakor pa ne razumem, zakaj ljudje ne podelijo, če že ne znajo povedati, zakaj ne podelijo resnice naprej. Zakaj jo pogledajo, pa sej se strinjam sam, jaz ne bom dal naprej, me bodo sovražili. Ja, valjda sovražnik te bo sovražil, kaj miš, da te bo ljubil. Meni je zančen moron napisal, ti Matej si nadut, ne, ti sploh ne sprejemaš nasprotnikovega mnenja. Ja, valjda, da ne, majmun, pizda, skozi čelo ti bil kaj poslov, pa ne bom, ker kao mi ne smemo reagirati. Že čez nogo brcneš v doktorjeva vrata, imaš takoj policijo pa varnostnike in pa polni cajtengi so te zato, ker si brcnil, ker si želel naj nekdo pregleda mojega otroka. Mislim, a se zastopimo, kako so zaščiteni in s tem nakazujejo, kako so močno zelo povezani. Skratka, jeza je ena taka stvar, kjer sem vam hotel nekako malo bližje doprinesti, da jeza je naš obrambni mehanizem in logično je, da smo besni in oni nas provocirajo, da pobesnimo in kadar mi pobesnimo, takrat pa se v nas prožijo nizka čustva obstoja, samo obrambe, a ne? In to so tista stanja, čustva in energetsko naše stanje, ki matrico polni. Seveda oni želijo ulico, gremo, vse je zid, ne? Zdaj fajn bi bilo, da bi ta jeza eskalirala v človeku, v posamezniku, da bi rekel, gonite se vi vsi skup v 3 materne, ne? Zato, ker to je limita. To vse omejuje mojo svobodo, dihanje svežega zraka, pravica do svobode govora. Veste, svoboda, če svoboda sploh kaj pomeni, potem je to, da lahko povem človeku tudi tisto, česar ne mara slišati. Jaz mu rečem, ti si lažnivc, prevarant, pa ubijalec, morilec, ker moriš duha, a ne? Zdaj on je pa užaljen, prizadet in kako se že reče, razžaljen je on, ne? Mislim, če obstaja nižja vrsta, bom rekel človeška vrsta, kot ta stari, ki z manipulacijo pride do tega, da čakaj, kako že, bom pa prav pogledati moram. Ali obstaja nižja, ne smem pogledati, ker bo muska zginila. Ali obstaja nižja oblika človeštva, ki manipulira na način, da igra vlogo žrtve, da dobi tisto, kar si želi. A so zdravniki v vlogi žrtve? A je to manipulacija? A je še nižja oblika vrste ljudi, ki se imajo za ljudi? To ljudje niso. Oni shape-shiftajo, oni izgledajo kot ljudje, pa niso. Ker če bi bili ljudje, bi imeli vest in moralo in bi vzeli 4-mesečnega dojenčka k sebi, ga pogledali za
5 minut in bi rekli, ok, dajmo mu Ventolin, dajmo mu ovo. Ne, 4 ure na hodniku bodi, na hladnem pa čakaj z ostalimi, ki kašljajo. Sej, po drugi strani je pa norost, naj v zdravstveni dom in bolnišnice ne prihajajo ljudje, ki niso zdravi. Mislim, katastrofa. Zdaj, sej konc koncev, vse to je procedura belih klobukov, da ljudi prisili, pravzaprav igralce teme sili v to, da začnejo na plano nositi najbolj bizarne predloge, rešitve, izjave in tako naprej, da se gre en dohtar blamerati pa primerjati s čistilko, banana, ki pod točko razno ne pije vode in to ve vsak dohtar in vsaka čistilka, a ne? Da ta primerjava, ki jo je dal Majmun, nima nobene veze z ničemer, dubu je koronskih dodatkov 45 čukov, gradi si vilo in živi v neprofitnem stanovanju, ne? Brezplačno državno stanovanje, on živi ubogi revček, ne? In seveda valjda v menzi on plača koliko v kliničnem centru za malco, ne vem, verjetno bistveno manj kot čistilka, ki si more skuhati sama, ne? Ok. Ena taka za vmes, vse sort ljudje izumimo. A veste, kaj je bil še boljši izum od izuma prvega telefona? Izum drugega telefona. Tam je tako dobro, zastopaš ne moreš, ti z enim telefonom si ne moreš nič pomagati. In telefon je kot tak pravzaprav iz strani temačnih fin pripomoček za črpanje energije nadaljavo, a ne? Zato dolgi pogovori. Če imate opravka s tem, nimate opravka s pravim človekom. Na drugi strani je pijavka. Jaz načeloma se z ljudmi zelo hitro zmenim, ker se ne maram nadaljavo, nja, pa ovo, pa zdaj se mi javi. Ne bom se javil zdaj, ne, ker imam svoj life. In svoj tempo in celo svoj fokus. In ne bodite taki, da dovoljujete, da visite na kljukci za tizga, ki se mu je zazdelo, da bi od nekoga nekaj čoknil. A ne? In telefon je pravzaprav tovrstni pametni telefon, ki jih imamo vsak v svoji roki, pripomoček, da lahko snemamo vsa kazniva dejanja, njihova, ker jih štamfajo enega za drugim, pravzaprav karkoli zagledate kaznivo dejanje strani oblasti, čim oni so v službi, so v kaznivem dejanju. To je norost brez primere. Po drugi strani pa je telefon tudi pripomoček, da širimo to revolucijo miru med teki, uporabljamo socialna omrežja. Marsikdo, ki nima socialnega omrežja, ne, kao, nič ne ve, kaj jaz govorim, ali pa kako je z nevarnostjo, ali pa kako je z lažmi, prevaro in natego. Kao, nič ne vejo, ker oni nimajo Facebooka, veš. Vsi vse vejo, predvsem vsi vejo, da so ugodli. In to godlo moramo mi izpostaviti na svetlobo. Laž ne more funkcionirati, če je razkrinkana, kaj ne? In če se z lažjo ne strinja 10 ljudi, pa 100 ljudi, ja, seveda je premoč lažnivcev večja, ne? Če pa nas 2 milijona rečejo, oziroma 1,5 milijona, ker pol milijona, ali milijon, dajmo milijon. In če nas polovica Slovencev začne vsaj deliti, če že ni sposobna ustvariti črk, zapisa audio, video ali slikce, bi bilo super, ne? Bolje bi bilo smiselno ob tem še razmisliti, kaj se deli. Ti prekleti dohtari, ja, pizda, pa smo spet v negativi, ne? Treba je zmeri podati neko rešitev zraven, ne? Ker jaz sem prepričan, da vsak ima svoje mnenje. In prav je, da ga imamo in dajmo ga ven. Ne velja pa z mnenjem posiljevati ljudi. Zdaj, ob tem se mi takoj poraja vprašanje, zakaj ljudje ne delijo? Zato, ker njihovo mnenje ni več primerno zato, da ga dajo ven. Zaradi tega, ker s tem se izkaže, da je njihovo mnenje kontra nam in kontra pravzaprav njim samim. A ne? Na dolgi rok. Ne smo v videu prej okrožni nategi govorili, ne? Ljudje nategujejo en drugega, zastopaš in en drugega pokrivajo in drugega za vrat držijo in skrivnosti si podajajo med sabo, nas pa mislijo, da vlečejo za nos. Ne bo šlo. Jaz sem tlele naredil samo eno spremembico, ki mislim, da bo malo popravila slikico. Evo, a sem rešil, a ne? Ja, to ti lučkari tako imajo.
Takole, ena zelo pomembna stvar. Verjetno je bil marsikdo izmed vas že večkrat tik pred tem, da preide na stran prebujenja. Prebujenje je stanje, ko začneš, to je journey, to je potovanje, tako kot ta potka, kjer začneš dobivati občutke, začneš dobivati informacije, začneš dobivati uvide, nekako na stvari gledaš širše. Vse to je tako tudi na eni strani subtilno, na drugi strani pa nerazložljivo z besedami, zaradi tega je toliko možnih razlag o tem, kaj duhovnost je. Ideja je, da vsak človek se, pa dajmo temu reči, spoji s svojim višjim jaz v tem zemeljskem telesu in v tem spoju začnejo stvari funkcionirati drugače. Temu se reče razmišljaj izven okvirjev. Enkrat, ko si spojen, ugotoviš, da sploh okvirjev ni. Taka je ta banana. Hočem reči, mnogi izmed vas ste bili že večkrat, verjetno tik pred tem, da se spojite, vendar bližje, ko ste spoju, bolj sile teme pridejo in vlečejo nazaj. Zaradi tega, kadar prehajate skozi te najtežje momente, največje globine spoznavanja samega sebe, takrat se lepo prosim, ne obračajte se nazaj na ljudi, na situacije, na ne vem kaj, pejte v ghost mode in spizdi, samo ravno na poti k sebi. Kadar se boste obračali nazaj, boste dobili mnenje Satana, ki pravi, tole pa ni prava pot. Ne verjemite drugim, verjemite sebi. Lahko verjamete meni, pa jaz v bistvu ne morem nikomur reči, da zaupaj mi. Izogibam se te besede, kanorc, pa bi jo doskrat rad rekel. Lahko mi zaupate, ker vas ne bom pelal scat na nalimance, rad bi vas pripelal domov k samemu sebi. In zaupanja vrednost, zaupanja smo vredni ljudje, ki smo stopili na stran svetlobe. Zame je Prešeren, France Prešeren, zaupanja vreden človek. Zame je Freddie Mercury brezpogojno zaupanja vreden človek. In še bi lahko našteval Voranca, Cankarja, Kajuha, še bi jih lahko naštamfal in sodobnih glasbenikov in pisateljev, ki so verodostojni in zaupanja vredni, saj svojimi dejanji kažejo, da so na pravi strani in na pravi višini. Pazi zdaj, kako useka muzika. To je v glasbi prikaz, kako bo meč resnice in božja šiba zapela sak po vseh lažnivcih. In obdobje korone nam je puščeno, da se odločimo, na katero stran bomo stopili in začeli iti proti sebi. Jaz več na svetu vam ne morem dati. Sezujte čevelj in pejte v naravo, dajte vršta se v vodo, mrzlo, tako, ki je zdaj za mano, da začutite, da imate še jajca, da imate pogum, da imate odločnost, da niste iz cukra. Kaj sem še hotel tle dodati, da ja, korona je bila čas in zdaj se čedalje bolj zapleta tistim, ki so bili v sodelovanju s temo, v laži, sej nič ne rečem, zavedeni smo bili vsi, ampak odgovornost, da se zbudimo, pa je naša, tukaj in zdaj in popolnoma zavestna odločitev. In ne more meni noben več prodajati bučke, ja, tu pa ne vem, kaj se dogaja. Ti bom dal mater, ne veš, kaj se dogaja, preklet lažne, zapigan lažne. Zdaj, v bistvu Bobu je treba reči Bob. Je on užaljen, ja, ne, kaj mene briga, če je lažne, pa ne bo užaljen, pa še žrtev ne igra, da bo bolj za zares. Skratka, večkrat ste bili na točki, da preidete, da preskočite, da iskra preskoči na pravo stran, vendar vas je zamotila sila teme in to na čustvenem nivoju, na defokusu, na motenju miru. Držite svoj fokus. Če ste se odločili, da greste proti sebi do konca, pejte do konca. Jaz sem to naredil in ker sem to naredil, sem pogruntal, da sem prav naredil, ker so pred mano že ljudje tako naredili in živi ostali.
ne glede na to, da so Prešerna, kaj že imamo v spominu od njega iz šole, čudak, doktor Fik, smrdel je, pa samski je bil. Skratka, nesposoben za življenje. Ne? Ko pa pogledamo njegova dela, pa nam lahko postane hitro jasno, da je bil hudo prebojen človek, ki nam je na 1001 način probal dopovedati, da ljudje, zbudite se, malo nas je, bojujemo se z velikimi silami teme in sila teme je premagljiva, kajti ne funkcionira z železnimi okovi, ampak deluje na nivoju uma. Zapomnite si to. In iz uma lahko odradirate. Vedno se bo prikradel in vam na nivoju telesa tega zemeljskega sveta povedal, da nimate prav. Kakor soseda Micka bo isto rekla, samo ona je v temi, not, pa bo rekla, ne, ed naprej, tam ne, zate nevarno. Micka, ti nisi šla na svetlobo še. Kaj ti meni govoriš, kaj je varno, kaj ni varno? Tako da, dajte biti pogumni, sfokusirani in verjamem, da vem, da v bistvu, ko prehajate do sebe, morate čez pekel, morate čez tunel, morate iti čez vse možne motilnike in pejte. Nič vam ne morajo, ker ste se odločili, da greste k Bogu, da greste k svetlobi, da greste k resnici in ne more biti narobe. In kompas je že v vas, ki pravi, to, kar delam rad, to je tista moja pot, po kateri jaz lahko do sebe pridem. Absolutno pa je ena izmed zelo pomembnih stvari ghost mode, da se zdistancirate od kompletnega sveta in umaknete čim več oziroma vse možne pogoje, da bi vas nekdo na poti skozi tunel zmotil. Največkrat so to ljudje, ki so vam najbližje. Tako vam namignem, a ne? Tako, mi smo kot empati tekom življenja nekako se spojili z napačnimi ljudmi vse prevečkrat. Želeli smo jim razložiti, želeli smo jim pomagati, želeli smo jih popraviti, ker smo videli, da so zlomljeni. Oni so nekako nam dopovedali, da se ne želijo spremeniti, mi smo kar nekako ustrajali, kot da bi bili malo čokneni. In oni so resnično rekli, da smo čokneni, oni se niso imeli želje spremeniti. Se vidimo zdaj doktorje, a imajo oni željo povedati, kaj je resnica? Ne, oni ne. Zdaj mi smo čokneni, ko jim razlagamo, da v bistvu kar govorijo je bedarija, ne? In ker so nas imeli za čoknene, so nam posmehvali. In to je nekako slejka prej prišlo tudi do vas, da so vas proglasili za blesave. Ampak to ni stvar blesavosti, to je izkaz širokogrudnosti, pomoč, biti pripravljen pomagati nekomu je stvar empata. To je empatična lastnost in iz tega so naredili drek. Ta hoče pa pomagati. Prepovedano pomagati sosedu bajto narediti. Prepovedano pomagati prebujati. Prepovedano pomagati jebem ti sunce, pa tako družba ne more funkcionirati. Mi moramo drug drugmu pomagati in to je naša naloga. Predvsem drug drugega spominjati, kdo pravzaprav smo. Tudi kura bi se lahko spomnila, da v bistvu pripada dinozaurom pravzaprav. Ampak je kura, pa kausa, pa je blesava. Ne? Ampak tudi slepa kura najde zrno. Nekako na ta način bi se tudi mi mogli spomniti, kam pripadamo. Ne glih dinozaurom, ampak bogovom, dragonom, zmajem, konc koncev. Vse, kar rabimo vedeti, je v nas. Odgovore iščemo vse preveč zunaj. Vse je v nas in mi moramo zastopati, kdo smo, da se lahko sploh nečesa spomnimo. Mi nismo tabula rasa, torej bil nepopisan list papirja, po kateremu so začeli čečkati, tako je brojstvo, ne? Čečkati pa ustvarjati in nas indoktrinirati v bedarije, v krstu, pa bermi, pa v šolo, pa pol še ovo, pa še ono. Jaz bi pa klavir igral, klavir, vse fajn, le klavir ne boš pa harmoniko. Skratka, tisto, kaj si ti hotel, ne, imamo pa nek nadomestek, ki je precej podoben. Dajte malo razumeti, da so nam vedno odmikali tisto, kaj smo mi želeli. Vedno. In tudi ta sistem deluje točno na to noto še vedno. Proba nas zmotiti, zamotiti in zapeljati stran. Zato vas lepo prosim,
pejte k sebi, ne dovoljte biti zavedeni, zmoteni, moteni, da vaš fokus zmoti mi smo rekli, da mora biti čustva stabilna. Čustva so naši konji, s katerimi moramo mi znati upravljati. Dajte jih trenirati. Če vas neka stvar trigne, dvigne dekel, poljo morate tam, da ste ranljivi, tam vaš konj še ni v redu. Jaz se razburam, ampak kontrolirano, dragi moji. Jaz imam kontrolo okrog tega. Jaz ne padem ven na brez veze. Jaz ne reagiram, ampak se odzovem. Ne? In odziv jim ni tako zelo všeč, kot jim je bila všeč reakcija. Kaj je razlika med odzivom in reakcijo, pa verjetno razumete. Ne? Da je odzadaj nekaj intelekta, nekaj izkušenj, nekaj spoznanj in nekaj kalkulacije. Ker vsakmu se moraš odzvati seveda na nek svoj način, njemu primeren, da ga utišaš. Tega kričača, drekača. Ne? V vaši lastni okolici. Dobro, to smo. Aha, zdaj gremo pa nazaj. Da 100 psihopatskih družin mrtvitera 8 milijard sveta, to smo že nekako obdelali. Prava moč se skriva v ljubezni in velikodušnosti ter poslušnosti uma, da sledi vodstvu duše. To smo pa že včeraj razlagali, oziroma dan pred tem. Čakaj, pa imamo mi še nazaj, posmeh je nasilje, a veste vi to? In posmeh je prepovedan. Ko se ti nekdo posmehuje, je to nasilno dejanje poniževanja. Okay? Kdor se vam posmehuje, uporablja taktiko narcizma, da vas spravi nižje, sebe pa da v superiorni položaj. Mi, empati, primarni prebivalci te zemlje, to, kar smo, mi smo vedno eno kot družina, ne kot hierarhija, ampak kot družina, bog ob bog, bog ob bog. Ne? Dajmo v te naše svete grale narediti dovolj pravega prostora, da se sploh božanstvo v nas lahko naseli. In smo Božji otroci in komaj čaka božanstvo, da se useli v nas, da lahko uživamo v popolnosti izžarevanje Božjih lepot. Pravzaprav čist vsaka stvar na tem svetu je Božja kreacija, v njej prebiva Bog. In le paraziti, ne, iz zunanjega sveta so mrtvo hladni, oni pa niso del kreacije Boga. In to so prav tisti, ki z vso vnemo kričijo mi ljudje. Ne? Nismo mi vsi ljudje in z njimi nismo eno. To je edina vrsta, s katero mi nismo eno, so nam podobni, ne, ki so nas uspeli manipulirati preko uma. Tako da to je ta razumeti, da je v vsakem drevesu Bog, da se v bistvu Bog izraža skozi ptico, skozi ptičje petje, da se Bog izraža skozi modrino neba, da se Bog izraža na čist vse možne načine in tudi od vas in nas se pričakuje, da se izražamo po Božji podobi tukaj in zdaj in dano nam je pravzaprav življenje, da nas nagradi. Življenje tukaj dol je nagrada, ne kazen, za fizično občutiti ljubezen, za fizično občutiti hrano, užitek ob hrani, uživati v lepotah in ne vem, se plavati v taki vodi, izkoriščati lepoto narave, izkoriščati. Saj jo sam gledaš, saj nič ne narediš, ne? Narava nas je obilno obdarila, nas in mi smo obilno nagrajeni, sam je treba se spojiti z Božjim in pol nagrada je tle, tukaj so blagoslovi, ki jih besede ne znajo opisati, a ne? Tako, love is still alive, pojejo Laibachi. Ja, skrivna igra je dobro delovala, ker je bila skrivna, ko ni več skrita, ne dela več, to smo obdelali in naloga naša je, da razkrijemo skrivno igro in takrat
ona crkne. Evo, do Martin Luta. Ja, nekako sem imel eno idejo, da bi naredil novo serijo zapisov, kaj vse je prepovedano. Prepovedano je obsojanje, prepovedano bi moralo biti blatenje, prepovedano bi moralo biti posmehovanje, prepovedano bi moralo biti vsiljevanje, prepovedano bi moralo biti zavajanje, prepovedano bi moralo biti nespoštovanje osebnega prostora in prepovedano bi moralo biti omejevanje svobode govora na način psiholoških iger, da so ljudje užaljeni, če jim poveš po resnici in po pravici, kaj so. Ne? Teh stvari, kaj so prepovedane, je še nebroj, zmislite jih sami, kaj vse bi morali prepovedati, tudi medijsko oglaševanje in medijski linč in bom rekel, ne vem, si predstavljate nekoga, ki je 35 let zaprt po krivem, obdolžen umora, ki ga ni naredil. To je uničenje, umor, 35 let človekovega življenja in za tako greško bi mogli iti v zapor za isto dobo vsi tisti, ki so bili upleteni v tako sodbo, recimo. Ne, tak dolg proces, a ne? Ker nas mali ljudi znajo hitro čopant, sodniki pa nekako nikakor ne morejo najti krivde, da je kakšen dohtar, ki je odgovoren, da je kakšen politik, ki je odgovoren. Tožilci bodo tožili državo zaradi svojih plač, ne pa zaradi neustavnosti bom rekel, prijemov, ki so se jih posluževali veljaki za časa korone. A drži? Dragi moji, želim vam, da znotraj sebe najdete moč, stoično držo in pogum, da greste skozi najtemnejše pasaže svoje duše. 3 dni trajajo temni dnevi duše in vzemite si jih, predihajte, predelite, se umirite, zato da boste v miru našli stvari. Ko pa je treba udariti nazaj, pa lahko udarite odločno. Sodobne motherfuckerje, ki pravijo, joj, ne se jezit, samo bodi v miru, to bom jaz začel samo še gladko kloftati, ker to je velika manipulacija in tudi to bi morali mi prepovedati. Ne ti meni dihaj med tem, ko mi dviguješ dekel. Ne? Odjebi je boljši odgovor. Malo za šalo, malo za res. Vse dobro, sonce je na naši strani, univerzum tudi, laž očitno hudo pada in imamo možnost mečken pohitriti ta postopek. Zato le pomagajte tudi vi na svoj najboljši način, po svojih najboljših močeh. Držite se. Čau.